Prehajamo na 4. točko. Predlog sklepov o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Kamnik. Predlog sklepov je objavljen v gradivu številka 11. Predlagatelj župan, poročevalke pa dr. Tina Trček, Eva Cerar, Lijana Mastikosa in pa Pepca Podgoršek. Beseda ima dr. Tina Trček, izvolite. Hvala. Na podlagi 48. člena Zakona o zavodih lahko zavodi uporabijo presežke za upravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z njihovimi akti o ustanovitvi določeno drugače. Trenutno veljavni odloki o ustanovitvah javnih zavodov, seveda ob upoštevanju veljavnih predpisov, omogočajo, da zavodi presežke prihodkov nad odhodki uporabijo za upravljanje dejavnosti, plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. Ukolikor se pač te presežki ne razporedijo oziroma ostanejo pač nerazporejeni, to pomeni, da pač zavodi teh sredstev ne morejo oziroma ne smejo uporabljati. S tem namenom so pač predloženi predlogi sklepov o razporeditvi presežkov prihodkov nad odhodki posameznih javnih zavodov, katere so obravnavali tudi sveti posameznih javnih zavodov in smo jih pač predložili v gradivo, zato pač predlagam, da se te sklepi sprejmejo. Hvala. Hvala, odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine, svetnice, svetniki. Besedo ima Natalija Berlec. Lep pozdrav vsem skupaj, hvala lepa za besedo. Jaz se bom nanesla na svojega kolega pri prejšnji točki, ki je izpostavil osnovno šolo Toma Brejca in sicer menjava reflektorjev v veliki telovadnici. To je menda nova šola narejena, znesek je pa relativno visok, pa me zanima, kam gre ta denar. Osnovna šola Frana Albrehta, investicijsko vzdrževanje 47.300, glede na to, da gradimo pač novo, ne vem, bi prosila za eno pojasnilo. Potem pa še pri vrtcu, pa pri Zavodu za turizem in šport Kamnik, pa imate v bistvu navedeno samo, da boste svoje presežke vlagala v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Zdaj eni zavodi se malo bolj potrudijo, pa napišejo, kam bojo vložili, pa me samo zanima, če mogoče iz teh dveh lahko zvemo. Hvala lepa. Hvala, besedo ima Matija Sitar Močnik. Ne. Ok, potem dajem besedo poročevalki. Izvolite. Hvala za besedo. Ja, pač reflektorji so žal dotrajani, so potrebni zamenjave, ker so nevarni, v tem primeru, če se pač ne bi zamenjali. Veseli smo, da ima pač šola določen del svojih sredstev oziroma prihranjenih, da bo pač lahko to, ukolikor bo pač ta sklep potrjen, sama financirala. Kar se tiče osnovne šole Frana Albrehta, se ta razporeditev ne nanaša zdaj na ta star objekt, Zdaj vsi vemo, da je pač plan, da se šola kmalu preseli, tako da bodo pač ta sredstva namenjena potem tudi za kasneje oziroma za podružnične šole. To je pač vse skupaj, pod kaj je bilo še? Ja, tam je pa tako, da pač se, tako kot sem rekla prej, da pač če se sredstva ne razporedijo, potem jih pač zavod ne sme uporabljati, Tako da določeni zavodi imajo pač včasih, nimajo še konkretnih, bom rekla, potreb izkazanih, ampak se pač ta presežek razporedi zaradi tega, da pač lahko kasneje za tiste potrebe, ki se tekom leta pojavijo, da pač se ta denar potem porabi, Še kdo? Besedo ima Matija Sitar Močnik. Ja, hvala lepa za besedo, lep pozdrav v mojem imenu. V bistvu sem hotel vprašati prej enako kot že moja predhodnica in glede na to, da je odgovor, da se recimo Toma Brejca menjava reflektorjev izvaja zaradi iztrošenosti, poleg tega pa tudi zamenjava zunanjih kamer, ki ni niti obrazložena. Me zanima, če je tle možnost, da gre to pod kakšno stvarno napako oziroma pod garancijo. Nazadnje gre za relativno nov objekt, ki je bil v funkciji zgolj nekaj let in da bomo dali 10.000 evrov za neki reflektorjev, ki ne bi bili iztrošeni, mi je malo velik znesek, no brez neke hude obrazložitve. Hvala.
Izvolite, poročevalka, še enkrat beseda. Ja, hvala. Ne, definitivno je bila to stvar, ki je pač vedno najprej preverjena pri takem objektu, a ne? Če se pač lahko uveljavlja kakršnokoli garancijo, ampak je pač od tega zdaj že toliko let, da enostavno so že je to obdobje poteklo. A ne? Hvala. Zaključujem razpravo, oziroma preden zaključim razpravo, predlagam, da se v vseh predlaganih sklepih o presežkih glasuje v paketu, torej da ne bomo vsako šolo oziroma vsak zavod posebej glasovali, ampak vseh zavodih v kompletu, torej vseh 8 sklepih v kompletu. Ali ima kdo drugačen predlog, oziroma če ne, bi dal ta moj predlog, da se vsem v kompletu glasuje na glasovanje. Ima kdo kakšen drugačen predlog? Ne? Potem dam na glasovanje, da se glasuje v kompletu. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 25 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je predlog, da se glasuje v vseh 8 sklepih v kompletu na glasovanje, in sicer glasujemo o tem, da se presežki vseh prihodkov nad odhodki javnih zavodov razporedijo, kot je predlagano v gradivu in v sklepih. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo 24 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da so sklepi sprejeti in da je točka zaključena.